Presenečenje je povezano s tem, da s tem današnjim predavanjem začnemo z eno serijo dogodkov, ki jih je spodbudila Eva Podlogar, naša diplomantka, lahko že skoraj reči nedavna študentka, in zadeva ta delovanje združenja oziroma Slovenskega etnološkega združenja KUL-a, katerega predsednik sem, z velikim veseljem seveda najavljam potem tudi nadaljnje dogajanje. Vse skupaj sem pa povezal s tem, da sem povabil pa doktorja Gorazda Makaroviča na pogovor o eni izjemno zanimivi zadevi iz preteklosti slovenske etnologije, ki je pa tematsko, časovno in tudi sicer v vsakem primeru povezana s predmetom, ki se sicer imenuje etnologija evropskih postsocialističnih dežel, in primeru seveda Slovenije in bivše Jugoslavije. Gre pa za odmev razstave o kiču, ki je bila organizirana leta 1971 v Slovenskem etnografskem muzeju. In če verjamete, to je bila prav gotovo najbolj odmevna razstava v zgodovini Slovenskega etnografskega muzeja, vsaj kar zadeva slovensko dogajanje. Je morda bila še kakšna razstava z zunajevropsko tematiko, recimo Orinoco, ste prav gotovo obiskali v lanskem letu, ki je bila ravno tako odmevna, ampak ta je še posebej vplivala na marsikaj drugega in se mi zdelo izjemno pomembno in prav, da doktorja Makaroviča povabimo, da pove nekaj stvari v zvezi s tem. Ampak preden bova šla k sami razstavi, bi pa predal besedo Evi, da čisto na kratko predstavi njeno zamisel projekta Kič kultura, na katero vas pa ravno tako vabim, nekateri boste tako morali biti jutri obvezno v KUL-u France Prešern, nekateri pa tudi ne, če ne obiskujete predavanj oziroma vaj iz antropologije prostora. Dopoldne in popoldne se za nekaterimi vidimo, za drugimi, s katerimi se ne vidimo že dopoldne, pa upam, da se vidimo popoldne. Eva, izvolite, mogoče čisto kratko povej, zakaj je link. Lepo pozdravljeni. Osnovna ideja projekta Kič kultura je multižanrsko in multikulturno zasnovati družbene dogodke. Jaz sem se v bistvu zelo zadovoljna, kako je v kakšni fazi izpadli. Osnovna ideja je, da bi imeli v istem večeru ali pa tekom istega dogodka koncerte, okrogle mize in pa še interaktivno umetniško druženje. V bistvu rezultira, da smo zdaj pripravili 3 zaporedne dni, ki se vrtijo okoli v bistvu rdeče niti teh okroglih miz, ki začenjamo danes z diskusijo o kiču. To je v bistvu še super prilika, da v bistvu za nematerialne ravni konkretne stvari pridemo na duhovni aspekt pojma kič in kaj bi to bilo. In mogoče najbolj že, kar povem, ta tok okroglih miz, ko gre naprej. Ker kajti jutri mu sledi okrogla miza z temeljno noto znanstvene in fantastične refleksije kulture. V soboto bomo pa reflektirali kulturo oziroma kulturi postavili ogledalo preko konkretnega primera in sicer problematike pokojninske reforme. In ta cikl bomo sklenili pri tem krogu z okroglo mizo, ki pa bo tematsko pretresavala vprašanje medijev in kulture. To bo v roku kakšnega meseca nekje izven Ljubljane, kajti ena izmed teh projektov je tudi bila, da delamo na decentralizaciji. Sicer je več stvari še vseeno v Ljubljani, ampak potem se bomo pa preselili tudi s takim dogodkom drugam. No in sicer zdaj je ob teh okroglih mizah smo te druge dogodke odkali v dogajanje in petek je prav tisto, kar smo si v osnovi zamislili. Imamo potem še koncerte, so super skupine, ste zelo vabljeni. Canyon Observer, Stari pes in pa Armorod, to je metal rock varianta, tako nekako nasplošno rečeno. Pred okroglo mizo bomo imeli pa še pripovedovanje pravljic. Peti. Ja.
Radia Študent in pa sledila bo poezija, okrogla miza potem ob 6. In tudi tematsko se bojo oni usmerili k nekako se bojo usporedno postavili temi okrogle mize, ki ni ravno kriza kulture, ampak pod tema pa je kriza kulture, ker bomo izpostavili tudi primer Huda France Prešeren, pa primer Radia Študent. Tako da pravljice lahko napovem recimo Cesarjeva nova oblačila ali pa zgodba o, mislim, da rumeni štorkli, ki govori o pohlepu in tako naprej. In pa, kaj mogoče še tle za izpostaviti, gre za javno in brezplačno dogajanje, tako da je pa zaželjeno, da se pride v čim večjem številu, pa da mogoče se kaj pametnega pove, pa kaj fajnega odnese s sabo domov. Tako, nakratko. Ja, to je to, če bo kakšno vprašanje v zvezi s tem samim projektom in delovanjem KULE, bomo jutri z velikim veseljem odgovorili formalno in neformalno. Zdaj bi pa vendarle šel k tej temi, ki je na nek način v ospredju. Preden vprašam gospoda Makaroviča o tem, kako se je lotil razstave v kiču, od tebe vprašal, kaj si ti danes predstavljaš pod pojmom kič in zakaj si uporablja ta slogan kič kultura? Ja, v bistvu se mi je zdaj uporaben, ker je večplastno, lahko je pozitiven, lahko je negativen. Kič ponavadi se povezuje z ljudsko umetnostjo, kar jaz razumem. To pa sploh lahko bilo degradirano zelo, čeprav iz političnih razlogov in tako naprej. In se mi zdi nekako paša kulturi, ker kultura je pa tudi sploh kompleksen pojem. V ozadju je bila pa ideja skozi, da bi bilo potrebno tudi kulturo reflektirati in jo sploh pretresavati v odnosu do umetnosti in v odnosu do politike. In na ta način mogoče pristopiti k problematiki današnjega časa, ki ne bi bila recesija. Vemo, da je realna, ampak lahko je tudi vedno, so tudi teorije, da je bila umetnost stvarjena. Ne vem. V redu, super. Tako da, če boš imela karkoli še zdaj tule, te zelo vabim, da se vključuješ v pogovor, da ostanemo skupaj. Kot sem že povedal, dr. Gorazd Makarovič je pripravil razstavo v Kiču od leta 1971 v Slovenskem etnografskem muzeju. Vi ste se pa zaposlili samo nekaj malega pred tem v muzeju kot znanstveni sodelavec, kolikor je meni znano. Vaše zanimanje je od samega začetka seveda izhajalo tudi iz zanimanja za ljudsko kulturo. To je bila konec koncev tema povezana z vašim doktoratom, kolikor je znana. Ste pa praktično vso to obdobje od zgodnjih 70-ih do upokojitve preživeli v Slovenskem etnografskem muzeju, bolj kot raziskovalec, kot klasičen kustos. Mogoče malo biografije se predstavite. Ne vem, če je to zanimivo, ampak v resnici je tako, jaz sem prišel najprej kot pomožni preparator. Potem sem postal konservator po diplomi. Potem sem pa tiste, kaj sem kustos za ljudsko umetnost, pa nekakšen znanstveni sodelavec, pa take stvari. Tako se pa, da sem probal razne vidike muzejskega dela. Zdaj, to pa zapravo ni pomembno, pametnega iz tega ne sledi. Druga reč je pa ta, recimo, da je ta reč, ki zna biti zanimiva, kič, zakaj je zanimivo? Jaz bi mogoče bolj vprašal, ne bom vprašal, bom povedal, kaj mislim. Kič je privativen pojem, če nekaj rečemo, to je pa kič, pomeni, da je nekaj, kar bi bilo manj vredno. Zdaj, kje je to nastalo zgodovinsko, kar pa je to verjetno veste, to piše v knjigah. Zdaj pa v tem, kaj pa vse je kič, bom pa povedal, recimo, to je vprašanje, pred katerega sem bil kot kustos postavljen. Najprej so rekli, zakaj pa sploh ta razstava, saj to ni ljudska umetnost.
takrat je obstajalo precej široko mnenje, da je ljudska umetnost predvsem kmečka umetnost. To ni nastalo v zraku, ta ideja, ampak je temeljila na čist pametnih izjavah, čist pametnih ljudi. To je bil, kot veste, ime Mantovani poznate, to je eden najbolj izobraženih slovenskih muzealcev in ta je ta prvi, ki je napisal okoli leta 20 že recimo eno sintetično podobo, kaj je to slovenska ljudska umetnost. In je on govoril o kmečki umetnosti. Zdaj je imel pa zelo jasen kriterij tistega časa seveda, kva to je ljudska umetnost in je rekel to, kar izraža narodovo dušo, ne se smejati preveč, ne, to je ljudska umetnost, kar pa ne izraža narodove duše, to pa ni ljudska umetnost ali pa ni prava ljudska umetnost. Take so bile te stvari takrat recimo pred starimi 100 leti. Ne. Zdaj, ko sem pa jaz prišel v muzej, je bila pa ena generacija, ali vsaj 3 smo bili, no, ki smo malo zakaj gledali na te stvari. No in ena od teh idej je bila pa ta, recimo, da ne se etnolog, no pa povedal, kaj pomeni ta, ne bi pomenilo ta ime, ne ukvarja samo s tako znano ljudsko kulturo, ampak ne se ukvarja pač z kulturo katerihkoli ljudi v katerem času. Takrat je bilo to nekaj novega. Danes je to nekaj zelo običajnega. No in ena ideja tem, da ne bojo samo panske končnice pa ljudski kipci pa take stvari, da ne bi bil kič, recimo, in sicer kič tedanje slovenske družbe, ki je pač zajemala ljudi zelo različnih stališč družbenih, zelo različnih profilov, zelo različnih mnenj in tako naprej. Skratka, vse, kar ne bi bilo kič v tistem času, no, vse ne bi recimo zajela ta razstava. No in zdaj bom povedal, kaj smo razstavili. Imeli smo 3 dvorane, v eni dvorani so bile najprej take tele kmečke umetnosti, razne kmečke, tiste na oleografije, pomarančni sončni zahod, pa take stvari. Tle ni bilo problemov, ljudje so to nekako sprejemali. V naslednji dvorani smo pa postavili stvari, ki so izhajale iz kmečkega, iz meščanskega okolja. In sicer so bili to ponarejeni viteški oklepi, ponarejeno orožje, ki je bilo na steni viselo, vse je bilo narejeno v 19. stoletju. Nekako v smislu, recimo, mi smo tudi tako, mi meščani smo tudi tako imenitni, imamo tudi viteške prednike in tako naprej. To je en idiotski pogled, ki ga iz slovenske nedavne zgodovine, 50 leti, tudi če kar nekaj poznamo. Poznate enega človeka, ki se ni mogel imenovati plemeniti, ampak se je pol dal ime, to predelnik plemeniti v ime prepisati. Pravno cest. No in tam v tej meščanski, kaj sem okolju, so bile tudi tiste stvari, recimo, v meščanskem okolju je bilo nekaj običajnega, da mora hčerka se učiti klavir, moški otroci pa fantje pa violino ali kaj podobnega. In seveda, recimo, to je bil čist mehaničen drill, ne. Zraven so spadale pa dopustni kipi imenitnih glasbenikov, oziroma najimenitnejših, kot je bil Beethoven, pa Mozart, pa Haydn, pa taki. To so bile biste iz mavca ali pa iz porcelana od take velikosti pa do take velikosti. Ene so morale stati na klavirju, ene so lahko stale pa kjerkoli. Ampak kdorkoli, zlasti pa v sprejemnici, kdo je prišel v to meščansko okolje, je pol bil nekako opozorjen, recimo, mi smo pa kulturni, mi imamo kip od Mozarta in tako naprej. V resnici je bilo te glasbene kulture, resnične kulture komike. Ti ljudje tega v glavni niso poslušali, na klavirju so igrali pa razne take
stank, odklank in podobne take stvari. To je bilo v tem meščanskem okolju kiča. Potem je bilo pa, naslednji je bil pa recimo zelo sodobni, na tisti čas sodobni kič. To so bile pa recimo stvari, ne bom, tega je bilo ogromno nastavljenega tam. Od nakita pa do oblek, pa kaj se dočesa. Bom pa povedal samo en primer. Takrat je bilo recimo, da je socializem, takrat v kiparstvu, kot veste, še obstojal, zlasti v spomenikih. V resničnem življenju umetnikov tega skoraj ni bilo več. Na spomenikih pa so še delali take junaške poze in tako naprej. Kot so tisti famozni od tiste ameriške, sovjetske kiparke Muhine, ko sta ena ženska pa en moški oba v patetični pozi dvigata roko, ena ima srp, en pa kladov. To je bilo takrat na začetku vsakega sovjetskega filma. Zelo idiotski kip, ampak zelo popularen. No in jaz sem pa takrat bil mnenja, da je tudi ta, recimo, heroizem, sovjetski socializem, ki upodablja vesele kolhoznike, pa vesele kolhoznice, pa ljudi v patetičnih pozah, da je to tudi radko kič, kot nekaj drugega. To je bilo v zvezi s tem vprašanjem, kaj sploh kič je. In sem vzel en primer iz nemške nacistične umetnosti, kiparske. To je ena skupina bila enih, spet tistih zdvignjeno pestjo, enih valkir, tistih nemških pravih deklet, tistih Gretchen, enega nemškega spomenika. To sem jaz vzel iz nemške revije Die Kunst im Dritten Reich, kjer je bilo tega nešteto. No in zato, ker je bila ista vsa skupina tistih neumnih poz, tistih neumnih Nemk, ki nekaj grozijo s pestjo in nekam grejo junaško, lih na isti način narejena kot sovjetske, samo da boljš, pa čist na isti način je bilo veliko slovenskih spomenikov narejenih. Ne bom omenil, kjer so ti spomeniki še stojijo. No in sem to tudi dal na razstavo, to fotografijo tega kipa. Pol veliko let pozneje, 15 let pozneje, se je pa nekaj podobnega zgodilo. In sicer se je to zgodilo, recimo, ko je bila spet, takrat so bile tiste praznovanje dneva mladosti, ko se še poznate za to reč. To je bil Titov rojstni dan, in tega so hodili okoli, kaj se jim posebej v Jugoslaviji so štafete nosili in tako naprej. No in so naredili tudi proglas, javni proglas, natečaj za plakat za tisto leto, s ne vem, kjega leta še za tanko bilo, dobro, kad je že v drugi polovici 80-ih let. 87-ega, 86-ega. No in takrat je tam ena ljubljanska skupina umetnikov je vzela nemški plakat in je, ki je bil en mladenič, ki dviga tako nekajšno zastavo, ampak je samo spomenik spremenila, samo simbole na razstavi. To je bil en nemški nacističen plakat. In je dobil seveda prvo nagrado, ker so tisti, ki so v tem odločali, so bili prepričani, da je to nekaj socialističnega. Pa iz tega vrata cela afera. Hočem povedati, recimo, da to je bilo v zraku. Jaz, ki sem to prej dal te nacistične kipe, ker sem malo pričakoval, da bo kakšna reakcija, da bodo opazili, da je to nemška nacistična umetnost. Skoraj noben ni opazil, da je to to. Pa nas pa čepajo, ki so... Ja. No, take so bile te stvari. Vse skupaj izhajali iz ene preprostega odnosa do tega, kaj naj bi bil kič. Ne bom povedal, v tej je literature precej napisanega, tudi je danes. Jaz sem poskusil to združiti v eno temeljno, malo popreproščeno predstavo o tem, kaj je to kič. Da gre za ponaredbo, da gre za ponarejanje.
da gre za sliko, ki se predstavlja kot umetnina, pa ni umetnina. Tega je danes ogromno, kot veste, recimo. Zakaj? Recimo resnična umetnost, to je recimo land art ali pa body art in tako naprej. Ta resnična umetnost, današnja, ena od te, je zelo neprijazna tej potrošniški družbi. In jo tudi potrošniška družba ne podpira. Kot veste, recimo, land art je recimo najbolj znanje je, recimo, da pakirajo celo hišo ali pa da pa razdelijo celo Avstralijo na polovico z mejo in tako naprej. To so stvari, ki so drage in ne prinašajo denarja in se jih ne da prodati. To je umetnost, ki ustvarja en odnos do sveta. Ni vedno prijeten ta odnos. Kič pa tega ne ustvarja, kič pa se postavlja v vlogo umetnosti. Poseben problem je, kot veste, recimo, da je lahko tudi kič porabljen za izrazno sredstvo, ampak to je reč, o kateri se da govoriti leta in leta, bolj da ne zaidemo vsem. No in ena od teh načinov je bila tudi uporaba umetnosti za reprezentanco. In nekaj tega je bilo recimo pri nas grafične bienale. Na grafične bienale so prihajale grafike vsega sveta, v glavno zelo dobre stvari, pa odlične stvari, ne pa zmeri. No in zakaj pa se je takratna Jugoslavija to podpirala? Podpirala je samo zato, ker smo bili takrat tudi tako zvani, kaj se medzo na konfini, ne na vzhodu, ne na zahodu, pa Amerika nam je dejala posojila in tako naprej. Mi smo se hoteli pokazati, kot smo svetovni, neobveščeni in tako naprej. Ena od teh reprezentanc, koliko smo svetovni, pa svobodni, je bila tudi razstava grafične bienale, kjer so lepoglavno res dobre stvari. No in ena od refleksov ali pa vplivanj tega grafičnega bienale je bila tudi ta, da je tam en človek, ki je imel pač kaj sem oblast pa moč, da je recimo ljudem celo narekoval, tako deli, kot je zdaj moda. Tako kot bi bilo recimo, kot je to stvar, recimo, kaj se, da mora letos lepiti tak ali pa čevlji taki, drugo leto pa drugačni. Čisto na ta način. In tisti, ki je tako delal, kot je ta človek rekel, tisti človek je lahko na nek način grafike prodajal v inozemstvu. Ker je pač kurantna roba. To se je spreminjalo. Na vsake 2-3 leta se je to spremenilo čez noč. No in en kup ljudi je bilo tega mnenja, da je to tudi kič. Da je to, kaj sem, stvari, ki so sicer lepe, ampak nimajo nobenega odnosa do sveta, nobenega kritičnega vidika, ne opozarjajo na nič in tako naprej. No in takrat smo na razstavi, smo rekli, bomo pa naredili, postavili tudi nekaj teh modernih stvari, navidezno modernih. No in smo te stvari, je pol par ljudi naredili z neverjetno lahkoto. Mi smo se najprej sprašvali, recimo zdaj, ne bi dali končno umetnina lih tega človeka, zakaj bi ga želeli, ampak gre za pojav. No in smo potem v 2 dneh naredili tam, kaj se jim kolikor 30 umetnin, z največjo lahkoto. Zato, ker niso bile umetnine, ampak so bili pač modni štosi, no, kot je bilo takrat. No in smo potem od tega smo vzeli pač izbrali, kaj se je koliko 8 komadov, kaj smo razstavili kot primer tega, te lažne umetnosti, te navidezne umetnosti, te modne umetnosti, ki je s tako lahkoto vse da narediti. Pokazalo se je, da par ljudi, ki je bilo pri tem prizadetih, da so bili prepričani, da so to njihova dela. Tako da smo na nek način dobili potrdilo. Meni je malo žal, da te stvari, te so meni se zdi, da so zginile, ali se ne ve, kje so. Je bilo zgodovinsko lahko zelo zanimive. Ampak recimo, to je čisto, recimo, kot veste, recimo, vi poznate slike od Jacksona Pollocka. To je tisti, ki poliva barve po tleh. No, to so polimeritne stvari. En kup
kup ljudi je takrat v Ameriki, pa še kasneje probala posnemati, kaj poliješ pa glavo, kaj se platnuki na tleh, ker ni težko in rata slika. Niti eno se ni posrečil tega, se pravi, tega poloka se ni dal posnemati ali pa recimo zlorabljati za te stvari. Zakaj? Ker ni bo mod štosto. V poloku recimo je bilo zmeraj izbor barv, potem je pa to mogli na tleh polivati, ampak je bil tleh tako zvani action painting, recimo je bila gesta, s katero je vrgel, zagral, kot baletnik. Z gesto, s katero je polil barve in je recimo zmeraj polival tako, da je ena barva je prišla gori, druga dol in tako naprej. In te stvari so, če jih danes pogledate, recimo imajo eno neverjetno globino, ki jih nobena druga tehnika ne more postati. Jackson Pollock je to izumil za svoj način upodabljanja prostora in gibanja. No, tam, kjer se pa da kopirati, tega, kot veste, veliko, recimo, ne, to je pa malenkost z lahkoto narejena. Skratka, pravo umetnino je težko kopirati, jeskovne monte, recimo, eno tako modno umetnino, pa lahko je kot modne reklica, pa modni čevelj, pa lahko kopira skoraj vsak, ki se večkrat spozna na te stvari. No in v tej zadnji sobi, kjer so bile te stvari, tle smo mi potem postavili tudi eno vitrino, kjer bi lahko vsak lahko prinesel svojo predstavo o tem, kaj je kič, kratka, da bi lahko sodeloval kot na razstavi, kot razstavljalc ali pa kot človek, da bi pokazal, kakšne so njegove predstave o tem. V 2 dneh je bila tista vitrina polna do vrha. Tudi te stvari ne vem, kam so šle. No in potem še ena stvar je bila ta, recimo, da ne bomo samo mi pametni ljudje, muzealci, pamet solili drugim ljudem, smo imeli tudi tam vpisno knjigo, vsak je lahko not napisal, kar je hotel. No in te stvari, ta reakcija je bila prav zanimiva. Skupno je bilo vsem tem opisom v glavnem to. Recimo, noben ni bil čist nepristranski, noben ni bil, recimo, neprizadet. Vsi so bili, eni so pisali, da je tak, je to razstavo naredil izjemen tepec, drugi so pisali pa lih narobe. Tako da se pravi, da so bile ene tako zelo nasprotja, ne so bila, zelo različna. No in zato, ker je pa kič, kot veste, pejorativna oznaka, ker rečemo, to je pa kič, rečemo s tem, to je malo vedno. V resnici to objektivno sploh čist ne drži. Ampak recimo zlasti v meščanskem krogu je bilo to nekako običajno. To, kar pa jaz nosim, to pa ni kič, to, kar pa una nosi soseda, to je pa kič. Za obleke so to govorili, tako naprej. No in zaradi tega so bili pač eni ljudje, so bili pač užaljeni, ne vem, malo hodo, ne, in smo pol naredili pa nepad posvetov, ki je vsak hotel povedati, kar je želel, ne. Kaj je zelo pametnega, tle nismo povedali. Muzealci smo švekali tisto, kar zmeri, ne. Oni ljudje so pa v glavnem so bili nekateri, te, ki so se javili, so bili v glavnem neki so bili užaljeni. Tako jaz se spomnim, ko mi je enkrat rekla ena ženica, ki je imela veliko zlata, ko se je obešila, ne. Je rekla, zakaj pa je ta moj zlato kič, ne. Jaz sem rekel, a je zlato ali trompetengolc, ne. No in potem je gospa bila užaljena, jaz sem se jo oprostil, je rekla, pravo zlato ne more biti kič, pa še tako. Zdaj pa, a je lahko pravo zlato kič, ali ni kič? Oblika je kič, izdrava je kič. Kič kot recimo nekaj, kar je lažno, kar se pretvarja, to ne bi bil kič. In zaradi tega, recimo, se v zgodovini oblik, pa umetnosti, pa kulture, recimo ta pojem, kaj to je, spreminja. Sem malo predolgo, sem se začvekal. Zdaj ste že skoraj vse povedali. Ne zamerite. Hočem sem to povedati. Pol smo imeli tam še na posvetovanja raznih ljudi. Prišli so tudi, recimo,
ime, ki jo je poznala Dušan Pirjevc. In ko je Dušan Pirjevc kot zelo izobražen pa intelektualno odprt človek stopil v prvo sobo, tam, kjer so bile tisti oleografije s svetimi podobami, Sladko srce Jezusovo in podobne stvari. In rekel, kaj pa to sploh predstavljate, to ni nič. Pa še pa drugo sobo, tam, kjer so bili pa tisti biste od Mozarta, od Haydna, to ga je pa razveselilo. Še posebej ga je razveselil ena slika, oleografska, ki je pokazovala Beethovna na zelo značilen način. Zdaj on sedi za klavirjem, pa toče po klavirju, lasem odkole okoli špricajo, zunaj se bliska, noč je, blisk udarja preko okna, on pa tam z glavo dol in tako naprej nazbija po klavirju. Zelo romantičen je bilo, ampak zelo meščansko, pa zelo, kako bi rekel, antiglasbeno. No, to so bile stvari, ki so nas takrat zaintrigirale. Danes bi verjetno zaintrigiralo kaj drugega. Ne vem, kaj bi danes bilo, recimo, najbolj zanimivo. Recimo, ampak tisto, obstoji pojem v literaturi, Dolf Less je to pisal o tem, recimo, da obstoji kič človek, ki nuca nekaj sladkega, ki nuca nekaj sentimentalnega. Recimo, on je govoril to o pornografiji, ki sama na sebi ni pravzaprav nič zelo hudega, ampak govori, da se pa pornografija predstavlja na mesto, da predstavlja erotiko. Takrat se mu pa zazdi, recimo, da ta reč prevrednoti se in takrat postane pa res ena taka navadna svinarija. Mi, ki živimo v času, ki ga določa neoliberalizem, mislim, da bi morali vse, kar se pa žela, recimo, ta kompleten svetovni proces, neoliberalističen, diktira vse sote stvari. Diktira stvari, da jih mi ne opazimo. Diktira izbor naših idej. Zakaj je temu tako, to je druga stvar, ampak to je ena od faz globalizacije, ki se je, kot veš, začela z Krištofom Kolumbom. Pride Kolumb na Hispaniolo, še danes so tisti otoki, West Indies. Začinilo je zanj, da ni vedel, kaj gre, kako je prišel, pa ni vedel, kaj je prišel. Ampak tako je bilo, recimo, od tistega časa naprej. Potem so začeli, kot veste, uničevati pa pobijati tiste ljudi iz živeče, te prave Amerikance. Kot veste, je potem takrat ogromno zlasti srebra prišlo v Španijo. In Španija je takrat na veliko drukala svoj denar, takrat papiratega denarja v Sloveniji ali v Evropi še ni bilo. In ko nekrat je ta denar postajal manj vreden, denar je tudi simbol, tako naprej. In ta posej kapitalizem, kot veste, se razvija in se spreminja na zelo različne načine. Obstoji ena obdobje socialnega kapitalizma. To je bilo v Nemčiji, če se spomnite, recimo Erharda, ki je naredil tako zvani gospodarski čudež, kjer je potrošništvo zahtevalo, naj imajo delavci dostojne plače, da bodo več kupovali in da bo več denarja se oblačalo. Do današnjega neoliberalističnega svetovnega procesa, ki spreminja pa vse družbe, kot veste, se recimo tiste upori v Egiptu, recimo, so tudi povezani s tem celotnim prevratom, svetovnim prevratom. Njegova skrivnost je pa zelo preprosta. Če ste vi imeli prej industrijski kapitalizem, ki je hotel čim več ustvariti, čim več zgraditi, čim več prodati, čim več, recimo, in tako naprej zaslužiti, imate danes, recimo, tisti kapitalizem, ki deluje preko bank in preko lažnih bilanc in preko lažnih vrednostnih papirjev. Ta ne ustvarja ničesar. Ta sicer dopušča, da se nekaj še ustvarja, ampak ne ustvarja ničesar, ampak ustvarja pogubo.
ideal tega trenda, neoliberalističnega, svetovnega trenda, je v tem, da celotna ta finančno področje, ki obstoja v tem svetu, je anonimno in ni pod nobeno kontrolo. In kaj se dogaja? Edin, ki lahko bi kontroliral te njihove vrednostne papirje, ki niso vrednostni papirji, ki so lažni, so države. Zgodi se pa to, da države, ki bi morali biti nasprotne, delajo v interesu neoliberalističnih, tako zvanih finančnih trgov. To niso nobeni liberalni trgi, kjer recimo je konkurenca, pa tisti je boljši z mame in tako naprej. To so mafijska združenja, največ 50 velikih korporacij. Tudi naša država, recimo, je v tem. Končni ideal vsega tega pa je, kot pa v glavnem že veste, recimo, da bi bile vse države zapufane, vse države bi obstojale samo zaradi tega, da bi plačevale rento tem tako zvanim finančnim trgom. Tudi pri nas, kot vidite, se te stvari dogajajo. Tudi pri nas država dela v tem interesu, ne pa v interesu države. Ne zamerte, če sem malo zašel. Ampak denar je kič, ne ste hodili povedati verjetno. Ja, gre za je ena posebna oblika kiča. Ja, seveda. Denar je simbol, kot veste. Ne? In če veste, pogledate, kaj je denarih je navisan. Ne? Recimo, ne? Evropski denar je, recimo, kaže Evropo kot čez historične sloge, ne? Kot veste, recimo, od Rima in tako naprej do romanike, gotike, renesanse. To so te izmišljene arhitekture, kakšne bi lahko bile. No in Evropa, ki bi morala se tega držati, recimo, dela v interesu evropejskih državljanov, recimo, tega ne dela. Evropa zahteva, recimo, kot veste, Nemčija, kaj se dogaja, recimo, ko tale nemška Angela, recimo, zahteva od Grčije in tako naprej, pa od Evropske skupnosti, da ne da Grčiji, da bo Grčija preživela. Kam pa ta dan dejansko gre? Ta dan dejansko gre v nemške banke. Teklerski odnos, recimo. Ne? No in hočem to povedati, vse, kar se danes dogaja, vse laži in vse sleparstva, katera mi podlejamo in padamo nehote, recimo, so v zvezi s tem neoliberalistično fazo globalizacije. Ja, da se vrnemo za trenutek še nazaj. V 60. leta mene recimo je zelo presenetilo to, ker sem enega od odzivov na razstavo o kiču pregledoval, sem ugotovil, da ena od kritik, ki je bila po mojem mnenju popolnoma neupravičena za samo razstavljen koncept, kakršnega ste si zamislili, je izhajala iz predvidevanja, da se je sama razstava takrat preveč opirala na levičarske mislice, kot sta bila na primer Herbert Marcuse in Theodor Adorno, kar se je seveda deloma dejansko vidite vnoter. In zapis nekoga, ki se sicer ni podpisal, piše J.K., če me spominjala tudi sodobnost, je leta 71, pravi dobesedno, skratka za Marcuse in Adorno, katerih analize modernega sveta so preveč očitno ideološke, da bi jih lahko imeli za znanstveno vsestranske dognanje zares smiselne. Moram reči, da živimo tudi v predstavi, da v 60-70 letih je v Sloveniji vladalo tako enoumje, da je seveda kakšna kritika marksistično navdahnjenih mislecev, kot sta bila Marcuse in Adorno, takrat sploh ni bila mogoče, ampak to imamo eksplicitni primer nečesa, ker podtika razstavi, ki seveda ni bila ideološka, ampak znanstvena, nekaj, kar ne bi bilo preveč levičarsko. Moram reči, da me je to zelo presenetilo, pa me zanima, kako vi vidite tisto razliko, ki jo pa opredeljujete v samem razstavnem katalogu, kot razliko med vulgarnim in pa skritim kičem. Zdaj ste večinoma govorili o skritem kiču, češ tisti vulgarni kič je bolj ali manj tako zlahka prepoznaven. A bi bilo mogoče govoriti tudi o tisti potrošniški družbi takratnega časa, ki se je uveljavljala konec konca neke vrste socialni kapitalizem pod krinko socializma smo imeli tudi pri nas, skratka zopet večanje potrošnje za to, da se ekonomija spodbuja, da je bil
potrošniško zasnovanje družbe. Ne? Je bil socializem takratnega časa kič. To vprašanje. No, jaz se konkretno temu reči, za tako vedo se tega ne spomnim. Jaz sem slučajno prav na to naletel. Ja, se ne spomnim. Bi povedal, recimo, da kot v 60-ih letih diktatura komunistične partije se je spreminjala. Ne? In je včasih je bila zelo ostra in je, bom kar povedal primer, recimo, za en političen lic, ki je bil zoper, recimo, državo ali pa zoper partijo, kaj se vem, ne? So ljudje zaprli za 6 mesecev. Ne? To ni bilo tako nedolžno. Pa so lepa obdobja, recimo, ko je bilo pa recimo možno govoriti pa reči marsikaj. Vest pa je, da vsake tog časa recimo so pa tisti tako zvani marksistični centri povabili razne ljudi na pogovor, na sestajanje, tako da so jim dali povedati, kaj se smije, pa kaj se ne smije reči. Zdaj, omenili ste Adorna, ne, pa Marcuse, ne. Te niso bili zelo pri nas priljubljeni. Pri nas je še zmeraj varianti, da tisti, kar reče Ziher ali pa Goriča, da to mora tako biti. No, ampak nekaj časa je bilo tako, en drug čas je bilo spet drugače. V 80-ih letih, po Titovi smrti, recimo, se zgodi tisto, recimo, ko to piramidalna oblast, na vrhu, kjer sedi Tito, recimo, začne razpadati. Ne razpada, kot veste, da razne tiste partije z teh republik in tako naprej. Takrat se da pa že marsikaj reči in v drugi polovici 80-ih let se da že kar na cesti ali pa v gostilni svobodno govoriti, ne vem, če se komu še kaj zaradi tega zgodilo. Res pa je nekaj, da so bile recimo tiste resnične ideje socializma, ali pa recimo, če to vzdržimo, damo pod eno samo ali poenostavljeno geslo, napraviti pravično družbo, da so bile te gesle že možne, recimo, je bilo mogoče zelo že govorno in to se prizadevati konkretnih. Takrat je obstojalo tako zvano samoupravljanje, ne vem, če ste kaj seznanjeni s tem. To je bila ena lažna oblika self-management, ena lažna oblika tega. Recimo, da se je govoriti o tem, recimo, v Litovarni, ali bodo zunaj posadili drevesa, ali bodo zunaj posadili kostanje ali topole, o tem pa, kamor pa gre ti denar iz kase, to pa ne. Bom povedal anekdoto, ki je večkrat bolj jasno pove, za kaj se gre. En moj dobro znanec, ki je bil v partici, je delal v Saturnusu. Najmesel Saturnus je bil ena od prvih fabrik, kjer so jim dali samoupravljanje. So rekli, zdaj pa imate delavci, oblast v rokah in boste vi samoupravljali. Zdaj pa so prišli na društvo za ploskar, ta pa, ki je bil večkrat brez strupenega jezika, je pa vstal, pa je rekel, ja, tovršija, kje pa ključ od kase? Dajte nam še ključ od kase, fabriške, če smo mi res gospodari te tovarne. No, pa sem rekel, tovariš, kaj pa misliš, to vrno, nekaj tako in tako naprej, in tako naprej. Je vratala ena čuden sistem same prevare, je bil to v bistvu, recimo, te samoupravljanja. No in takrat so hodili par ljudi, eden je še danes aktiven, pa tu pa drugdaj pa piše, v Ameriko in Amerikanci so jih z veseljem sprejemali, da so jim predavali, kaj to je samoupravljanje, ker noben Amerikanc tega ni razumel. Ko da je bilo v sociologiji, je bila to nekaj časa jugoslovanska samoupravljanje, kar ena zlata tema. Dejansko pa nismo odločali ničemer. Dejansko je zmeri partija odločala po enih skritih kanalih. Jaz slučajno vem, ker sem moj napad dobrih znancev, ki so mi zaupali in so bili politični funkcionarji. In so me tudi vprašali, zakaj jaz nisem šel v partijo.
Zdaj bom povedal to kot primer, ne za mene, ne. Recimo, za vsakega, ki je mečkem pokazal, recimo, da je nekaj sposobno na enem področju, tega so povabili. Ne. No in potem pa je, mene pa en sošolc, kot je rekel, ja boš pa ja vstopil prav, se boš pol lahko, še hujše bilo, še en patis funkcionar mi je rekel, povedal sam primer, je rekel, ti si muzealc, je rekel, ti boš nam napisal, recimo, kdaj so ene stare hiše take, da so malo uredne, pa da jih lahko podremo, da nam bo tisti dobro spomeniško varstvo, ko naprej si nekaj izmišljal, pa zaviral razvoj. Ti boš to napisal, mi bomo pa to podrli, pa bomo gledali, ker bomo sami hodili. To je bil človek iz CK-ja, ki je bil gospod muzeja, tam bo tista siva hiša. No in jaz sem rekel, že, kaj pa pol? Je rekel, pol pa ti boš lahko šel, ker mu boš hotel, ti hočeš hoditi po galerijah, ti hočeš hoditi po muzejih, boš lahko šel, kada boš hotel, pa kamor bo hotel, in ti bomo dali vse štipendije. Je rekel, sam jutri prid ob 9 men na CK, pa bomo vse to vedeli. No in meni se pa le zdeli, da so bile druge stvari malo več ujetne in nisem šel kaj. No in potem sem umiril. To je bil eden od načinov, kako je partija funkcionirala. Ne? Tisti ljudje, tega, ki sem ga omenil prej, človek je bil funkcionar, pa mi je kar iskreno povedal, sem rekel, ja pa, zakaj pa si sploh ti, sem rekel, v tej stranki, ki je tako sama svinarija in tako naprej. Prav, zaradi profita, prav, meni se dobro godi, pogledaj, jaz ima hišo, ti je nimaš, to je mene rekel, to je primera povedal, ne? Mi je rekel, in če greš kaj noter, pa se nekaj izkažeš, ko boš hotel. No in zdaj pa iz tega vidika se pa meni bolj jasno kaže, recimo, zakaj je toliko članov stranke SDS sedanje bilo v partiji. Bil je tam Brezigarjeva, bil je tam Gorenak, bil je tam Janša, bil so tam Brejc in tako naprej. In to niso bili navadni partici. Ti so bili kar tako, jaz sem rečil, ti so ljudje na funkcijah. Zdaj so pa potem postali konvertiti, spreobrnjenci in seveda se morajo kazati bolj papeške, kada so papeži. To je psihološko ozadje tega političnega kiča, če to lahko tako imenujemo. Da, jaz se kar bojim, da imamo mi zdaj predvsej več političnega kiča, kar nekoč, oziroma ne, pomnožil se je. Še eno vprašanje, da v zvezi z ljudsko umetnostjo. Po bi pa vam prepustil besedo, če imate kakršnekoli vprašanje. Če imate pa že zdaj kaj na zalogi, pa lahko kar takoj vskočite. Ampak v zvezi z ljudsko umetnostjo me ena stvar zanima. Zdaj na nek način od tiste razstave naprej v bistvu pa imamo v etnologiji kar eno resno težavo pri opredelitvi ljudske umetnosti oziroma pri njenem čisto najelementarnejšem pojmovanju in seveda tudi iskanju razlogov za njeno preučevanje. En velik manjka, ena velika praznina se je zgodila, pa me zanima, kaj vi menite o tem. A je vseeno še čas za to, da obudimo tisti star termin, ki ga praktično skoraj da ne uporabljamo več, ljudska umetnost? Še bolj me pa zanima, če vidite kakšno prihodnost prav v tem raziskovanju umetnosti, ne bom rekel najširši slove, ker to preveč tista izpraznjena kategorija, ampak vendar je nečesa, kar naj bi pač ljudje ves čas producirali kot umetnost. No, ta problem, kaj to je ljudska umetnost, se je v moji generaciji že zgodaj postavljal. Raznim romantikom je bilo to popolnoma jasno. Nam pa ni bilo jasno. No in smo rabili kar nekaj let, da smo ugotovili, da ljudske umetnosti pa zapravo sploh ni. Da je to ena umetna kategorija, izmišljena, konstruirana kategorija, v katero pa lahko spadate, kar hočete. To je isto, kot je recimo, če ne vemo, kaj je to ljudstvo, recimo, pa enkrat damo pod termin ljudstvo, te ljudi, enkrat druge ljudi, enkrat tretje ljudi, enkrat to skupino, enkrat drugi skupino. Lih tako isto velja pač za to ljudsko umetnost. Enkrat bi to lahko bila, recimo,
mislim, da je Bertolt Brecht enkrat rekel, recimo, če bi ime ljudstvo zamenjali s prebivalstvo, bi se vsi te problemi izginali. O prebivalstvu lahko govorimo, o ljudstvu pa zapravo ne moramo govoriti, še manj pa o ljudskih karakterologiji pa podobnih stvari. To so umetne stvari, ki se povajajo pač, kaj se jim v posebnih okoliščinah. Tako da ljudske umetnosti kot take, recimo, ni. So pa spomeniki, recimo, so panske grčnice, ki so nastale v Sloveniji. Jaz mislim, da so pomembno kulturno blago, lahko so ali pa lahko niso del naše identitete, vsekakor pa kažejo na to, kakšni so imeli ljudje predstave o teh. Recimo, če pogledate, recimo, tam ikonografijo na končnicah, tam je vse sorte, recimo, ampak tam je ogromen staro-biblijskih motivov. Se pravi, mi vemo, da so ti ljudje, kmečki, preprosti ljudje, takrat marsikaj vedeli o Bibliji. Danes je en kup ljudi, ki Biblija sploh nikoli ni odpravila niti pogledala noter. Zdaj, recimo, imamo predstavo o tem, isto so slike na steklju, recimo. Te stvari imajo v sebi tudi en šarm, likovni, kar so opazili tudi umetniki, Blaja, Vajta, nemški in tako naprej, so posnemali slike na steklo, ker so oni hoteli za svoje potrebe, za svoj izraz. Toliko je s to ljudsko umetnostjo. In zdaj spomeniki te, to, kar ponovati imenujejo, seveda so pomembni. Ni pa to nič kaj izjemnega. Če bi raziskovali današnje Slovence, ne vem, zakaj bi iskali bistvene razlike. Recimo, mi smo kulturno, smo približno, smo skoraj vseh oblik združeni. Ločijo se oni, ki poslušajo, recimo, tako zvano govejo glasbo, od one, ki poslušajo rock. In sicer rockovci gledajo malo zviška na one govejce, govejci pa si predstavljajo, da njihova glasba res prava ljudska, narodna slova. Tle to je ena njihova sama prava. Tok je v tem, recimo. Zakaj ta termin pa dejansko obstoja? In ta termin ljudska umetnost verjetno bo obstojal še leta in leta, če drugje ne v publicistiki. Manj pa, recimo, v etnologiji. To je isto kot folkloristika, recimo, to je nekaj tašnega, kaj se, da ne bomo v tem. Skratka, mnenja o teh stvarih so različna. Ni neke ugotovitve, na katero bi rekli, zato pa znanstveni rezultati stojijo. In sicer že zaradi logike znanstvenega iskovanja, ki jo poznate iz tekstov od Karla Popperja. Dobro, jaz moram reči, da smo dali skozi kar izčrpno zgodovino. Zdaj pa bom pa jaz vas malo sprovociral, ker nisem opazil, da bi kdo komaj čakal na to, da kakšno vprašanje postavi, da ne boste imeli ne vem kako dosti priložnosti diskutire. Bom pa jaz vas sprovociral, kako si zamišljate danes narediti eno razstavo v Etnografskem muzeju, pa v kakršnem koli drugem muzeju, ki bi sprožila eno tako reakcijo. Jaz ne vem, če si lahko predstavljate. Jaz sem bil takrat star 8 let in se še danes spomnim, da se je mesece govorilo o tem, o medijih. Nisi mogel iti mimo tega. To enostavno ni bilo mogoče, da bi spregledal. Pa me zanima, če imate sploh kakšno zamisel, kaj bi lahko nek etnolog v muzeju takšnega pripravo, da bi ljudje enostavno dobesedno šokiral. Ste sploh kdaj o tem razmišljali? Kakšen odmev, recimo javni, tudi imajo lahko določeni nastopi, določene akcije. Se vi tega niste naredili zato, da bi postali popularni. To bi bilo jasno. Zato, da bi bil tak uspeh, verjetno tudi niste pričakovali takšnega odziva, kot je bil. Ampak odziv je bil res izjemen. Imate kakšno predstavo?
bom malo drugače mogoče vprašal, a sploh razmišljate kdaj o tem, a obstaja kakšna takšna stvar, ki bi bilo smiselno narediti, nekaj trenutkov predstaviti, ne samo premisliti, ampak zdaj govorim se čisto muzealskega zornega kota, postaviti v muzej, zato, da se enostavno soočiš z nečim, kar je zelo pomembno, družbeno. Ali da bi enostavno muzeologija oziroma muzealstvo kot takšno toliko tuje, da je morda čisto vseeno. Ne vem, mogoče bi se treba malo drugače vprašati. V Parizu je bil en zelo imenitni muzej Musée de l'Homme. To je bil recimo muzej, ki je prikazal res izbrane komade iz raznih kultur vsega sveta. Ampak v glavnem iz svetovno-plemenskih izložb in podobnih stvari. Ta muzej so tam ukinili, ampak kaj se pravi ukiniti muzej? Kaj sploh je muzej pravzaprav? Muzej je strokovno oskrbovana zbirka muzealij. Ko so muzealije, to se spreminja. Ampak vi ste gotovo bili v kakšnem inozemskem muzeju, ne? Gotovo ste bili v Louvrskem muzeju ali v Britanskem muzeju. No, če še niste, podobno ne veste, no. Tam kar naenkrat vidite, recimo, kaj pravzaprav vse človeška kreativnost ustvarja. To pa tudi motiv etnologije. Etnologija pravzaprav veda o raznih beseda kultura je nekaj, recimo, kar pomeni vsesote, ampak recimo o človeški ustvarjalnosti, o načinih človeških ustvarjalnosti povsod po svetu, od nekdaj pa do danes. To je pravzaprav ne bi bila po eni od predstav. Vi ste profesor, vi drugače učitelj. Ena od predstav, kaj je etnologija. Druga reč je ta, recimo, ki je bila nam, recimo, kaj se jim vsaj takrat pred leti, že z početka zelo jasno, recimo, ni etnologije, pa etnografije. Takrat je etnografija, Felgenkunde pa Volkskunde. Ni razlike, pa antropologija, pa etnologija. To je vse ena in isto področje, ki ga je treba raziskovati na podoben način. Zdaj, vaš oddelek se imenuje za etnologijo in kulturno antropologijo. Jaz mislim, da je to ena in ista reč, ampak da so to dve znanstvene tradicije. Ena je znanstvena tradicija ameriška, druga je bolj znanstvena tradicija evropska. Zakaj to govorim? Če spet, prej sem omenil Karla Popperja. Karl Popper je napisal en tekst tudi o logiki družboslovnih znanosti. No in tam trdi, da si je celo v 8. in 9. tezi, da pa zapravo discipline, to se prav te družboslovne predvsem, kot take sploh ne obstojajo. To so samo konglomerati naključnih rešitev, pa tradicije, znanstvene tradicije, ki so jo nekje znanstveniki ustvarili. Zdaj, jaz mislim, da to popolnoma drži. Kdo ne verjame, naj se spomni, to pa približno veste, recimo, kaj je predstavljala etnologija kot termin, kot skupina, kot disciplina še pred 50 leti, pa pred 40 leti, pa pred 30 leti, pa danes, recimo. Vsebina tega se je zelo spreminjala. In zaradi tega mislim, da je to, recimo, kot veste, je tako zvana socialna antropologija, to je to angleška tradicija, znanstvena, za ameriško kulturna, za evropsko, zlasti za nemško je pa ta etnologija. Jaz se spomnim pred leti, kakšne probleme so imeli zaradi umetnih fikcij. Recimo, a ne se veda imenuje etnologija, ali se imenuje etnografija. So rekli, etnologija so zamorci, etnografija so pa civiliziranci, evropski in take neumnosti. To so čisto resno govorili.
Tako da danes recimo so te stvari, hvala Bogu, jaz mislim, popolnoma že zbrisane iz področja. Jaz bi samo repliko na vas, na profesora Mušiča vprašal. Meni se zdaj zanimivo postaviti razstavo o telesu, telesnosti, koncept telesa, telesnosti, golote. Vsi v bistvu delujemo iz svojih teles, ampak večinoma se postavlja na prvo mesto in se mi zdi, da tega je premalo, pa se skriva, pa vidimo recimo problem Dunajskega muzeja, podobno razstavo, pa se popolno recimo zaradi dveh moških aktov, ki sta postavljena spet. To je bila ena zanimiva. Ne, smo kaj tacga doslej že izvedeli v Sloveniji, mogoče že veste, gospod Makarovič. A ja, mene vpraš? Ja, če mogoče že kaj tacga. Glede, tako kot se, recimo, vsebina ved se spreminja, in k sreče spreminja tudi njena spoznanja. Kot veste, v znanosti ni spoznanj, ki veljala enkrat za zmeri, ampak zmeri so podvržena, čisto vsa, so podvržena še, recimo, preverbam. Zdaj, isto je v muzejih. Muzeji so pravzaprav isto kot arhivi. Muzeji so kolekcije virov, ampak materialnih virov. Veste, vsak materialni vir, kjerkoli ga primete, okoli sebe, recimo, lahko postane muzealija, če ima v sebi ena pričevalne vednosti. Ali kdo jih je naredil, kdaj jih je naredil, ali oblike, kaj se. Isto se dogaja v muzejstvu. Zdaj, zakaj je poklic muzejskega kursusa je meni zelo ljub, zato ker zakaj se mi zdi imeniten. To je tiho delo, to je delo v kabinetu. Čim imate posla z zunanjimi ljudmi, tem lažje je. Imate predmet s predmeti imate opravka. In te predmeti postavljajo zmeri resna vprašanja. Recimo, čisto naivna, recimo, kako boš mene zmeril? Ali pa recimo, kako boš zmeril tekstilni kos? Recimo, potem, kaj te tekstilni kos pomeni danes in kaj je včasih nekdaj pomenil tekstilni kos in tako naprej. In to od paleolitika pa do danes. Ko se pa te stvari spreminjajo, se pa tudi muzejske koncepcije spreminjajo. Zdaj pa nekaj pa je, recimo, ljudje danes potrebujejo, zmeri potrebujejo impuls. Nekaj jih povejo, kaj s tem razjezit, kaj se koga, nekaj. In vsi ljudje smo na nek način nezadovoljni. Kot pravijo, nezadovoljstvo je vir izumov. Tisti, ki se mu ni ljubili hoditi po štengah, je izumil lift. To se pravi, del ustvarjalnosti. Ustvarjalni ljudje, vsi smo na nek način ustvarjalni, ampak način, na ti način smo ustvarjalni, se pa zelo razlikujejo. Isto velja za muzeje. Lična ideja. Ja, zdaj, jaz bi se na tole vprašanje šoka navezala. Nekaj bi mogoče postavila, da mogoče živimo v času, ko smo kar prenasičeni s potrebami. Smo najbolj grozovite, najlepše prizore in vse že postaja, ne vem, neka navada. Postaja navada. Vprašanje, če imamo mi v javnem prostoru neko živo debato, šele živa debata, kako en šok spravi, se ga dejansko definira. In sem potem pomislila, da bi mogoče šokirali, če bi postavili muzej sedanjosti, da bi dali našo politiko v muzej, naše družbene odnose v muzej. Torej, vi ste muzej, ne? To bo pa res dobro. Vi ste muzej, ne? Zaklenem. Pač neoliberalni kič, ne? In mislim, po mojem, prav ta kič, kakor je lahko več prost od čisto materialnega do duhovnega, pozitivno, negativno, v bistvu kič sam šokira, kakor se spletajo okoli tega. Mora več dve krasni ideji izstopali. Da je imenitna razstava lahko bila v konvertitstvu. Kako? Konvertitih, obrneci. Torej, v človeški zgodovini to obstoja neprestano. Ampak mi vse veste, recimo, eni konvertiti so od tistega biblijskega Pavla Savla, ki je prototip vseh konvertitov, najprej je zelo preganjal kristjane, potem pa zelo boril se za kristjanstvo in je zelo izumil kristjanstvo na dobršni meri.
do današnjih, recimo tukaj. Zdaj, ko smo Slovenci, pač v glavnem bi se Slovenci najbolj ukvarjali. To se pravi, če vi pa konvertitski pojav podobno je s fotografijami slovenskih najbolj začinjega postopka, kako ta konvertico bi gotovno razbolite. Če ljudje ne na Twitterju. V redu. Se je še kakšna zamisel trdna z tega brainstorminga? Jaz moram reči, da me zelo veseli potem tale ustvarjalen sklep. Jaz bi tudi kar počasi končal z našim pogovorom, ker potem moram priče pravočasno nazaj. S tem in mislim, da je to bil zelo zanimiv uvod v to, kar bo se še jutri dogajalo v Hudo France Prešeren, vsi ste vabljeni in v Jalo v soboto, potem bo pa že še najavilo naenkrat, kaj kako bo pogovori. Sem vam zelo hvaležen, gospod Makarovič, da ste prišli. Glede na to, da sem vas nazadnje povabil pred več kot 10 leti, si skoraj da ne upam reči, da bom tako dolgo čakal na naslednje povabilo. Zaradi tega, ker imate ogromno zanimivih stvari za povedati. Tako da res sem zelo vesel. Zato zdaj, če imate še kakšno misel, kakšno vprašanje za konec,